ker zdaj sem seveda že poznal Masaje, ampak ko sem prvič bil v Afriki, me je malo razočaralo to, da niso taki, kot piše v knjigah. Namreč to naj bi bili nilotsko ljudstvo, ki prihaja iz Sudana in bi morali biti visoki po 2 metra, pa vitki in lepi in krasne zobe imeti, ne vem kaj še vse. Resnica pa taka, da so oni se že zelo mešali z ostalimi ljudstvi. Najpogostejše je ljudstvo v Keniji je Kikuju, potem so pa še Luo in še cela vrsta Akamba, Mero in tako dalje, cela vrsta drugih ljudstev. In oni so počeli to, da so ženske ugrabljali tem svojim sovražnikom in jih potem pač vzeli za svoje žene. Tako da ta masajska čista kri že zdaj ni več tako krista. Tudi ameriški črnci imajo bistveno lepše zobe kot pa tele tukaj. Tele ima že marsikdo predvsej pokvarjene zobe, še posebej, če so v kakšnem takem kraju, kjer voda ni najboljša, kar velja za vse kraje po svetu, da pač voda kvari zobe. No, zanimivo za njih je to, da so njihove koče take, kot jih vidite, se pravi zgrajene iz blata, bolj ali manj, tudi streha, kar je edinstveno pravzaprav v Afriki. Edino še ljudstvo Samburu, ki je pa zelo sorodno temle Masajem, na enak način dela te koče. Se pravi, iz protja ali pa iz palic napravijo kočo, potem jo obmečajo z blatom in tudi streha je taka. Pri vseh ostalih je pa samo spodnji del hiše tak, zgornji je pa več ali manj iz slame oziroma iz kakšnih sorodnih rastlin, kakšni podobno koruzam ali čemu takemu. Tole, kar je zdaj bilo, je bila tema v eni od hiš, no se potem kasneje se malo več vidi. Skratka, Masaji so že eno od ljudstev, ki se jih splača obiskati. Kako pa odreagirajo na kamere? Verjetno ste kdaj slišali kakšne legende o tem, kako se bojijo, da jim boš duša ukradla in tako naprej. Kar sicer tudi že oni včasih rečejo, ker so jih pač drugi naučili, da morajo tako reči, tako kot piše v Vinetuju, ne vem, če ste ga brala, da pač indijanci verjamejo, da jim boš duša vzel s tem, da jih slikaš. No to velja samo do takrat, ko pokažeš $5, takrat naprej jih njihova duša čisto nič več ne zanima. Ampak jih zanima samo tisti $, ki... Kakšni so pa ljudje kot ljudje? Mislim tako, ne vem. Niso, da bi kaj napadalni bili. Oni so zelo, skoraj bi rekel, ksenofobični pravzaprav do vseh, ne samo do belcev. Oni imajo sami sebe za edino ljudstvo, kar sicer velja marsikje po svetu. Recimo beseda Masaji njim pomeni isto, kot bi mi rekli ljudje. Vsi ostali smo pač nekakve opice, oni so pa tisti pravi, če malo pritiravam, ni ravno tako. Ampak oni imajo skratka zelo visoko cenijo sami sebe in oni verjamejo, da je njihov Bog, takrat, ko je ustvarjal svet, njim podaril krave. In to pomeni vse krave, tudi te, ki po Sloveniji hodijo sem in tja so njihove pravzaprav, ker vse krave pač Bog podaril njim. To, da jih so zdaj slučajno pri nas, to je sicer neugodna okoliščina, ampak so njihove in to je pika, tukaj nekaj dosti razpravljati. Pa zelo tak zanimiv način življenja imajo. Vsi fanti recimo takrat, ko postanejo zreli, to je pa zdaj odvisno od tega, kako velika je vas. Če je majhna vas, potem so v taki skupini precej različni otroci, odvisno koliko jih pač doseže določeno starost. Najmlajši bo mogoče 7 let, najstarejši bo že 13-14 mogoče. Taka skupina, ko enkrat šteje kakšnih 10-15 članov, gre ven iz vasi, ker pač vojščaku se ne spodobi, oni postanejo takrat vojščaki, morani, se temu reče, in takrat se ne spodobi za njih, da bi v varni vasi živeli, ker okrog te vasi je bodičasta ograja, iz grmovja bodičastega, to se pa v vojščaku ne spodobi, pač pa morajo oni v nevarni naravi živeti pač. Po njihovih pravilih mora vsak moški tudi najmanj enega leva sam ubiti, kar je danes, imajo tiste svoja kopja, verjetno smo že kakšnega videli, pa še kakšnega bomo. Tudi turisti lahko kupijo tista kopja. Zelo preprosto je napravljena, pa zelo efektna, so kar spretni v metanju tistih kopij. Ampak če hočeš ti leva ubiti, moraš priti z njimi zelo blizu. To je cela reč, to moraš zalezovati, pa to ne gre čisto sam tja, ampak on sam ga mora ubiti, pač ostali mu pa pomagajo pri tem. S tem, da danes je to že problem, ker teh moških je ogromno, levo pa ne prav veliko. Tako da danes je država strogo prepovedala kakršenkoli lov na leve, včasih malo Masajem pogledajo skozi prste, marsikdo pa tudi pristane v zaporu zaradi kakšnega prekrška, tako da je malo nedoločeno. Nov nadomestek za dokazovanje moškosti oziroma moškega poguma? Letos smo bili tam pred 2 mesecema, pa mi je eden kazal 2 ptiča, ki jih je ujel, pa sta malo žalostno zgledala. Zadaj za vratom jih je imel privezana,
pa ni bilo ravno. Ni bilo ravno, ne, potrditev. Ampak ste rekla, da nekaj pač je. Ne? Tu pravzaprav so bili tisto Samburi, ampak kot rečeno, Samburi so sorodno ljudstvo. Za koliko dni se je potrebno odpraviti v Kenijo, da res vidimo vse delček tiste? Ja, jaz zdaj doskrat hodim s skupinami zadnje čase, tako da vidim, da 3 tedne je že kar zadosti, ker ljudje, ki so navajeni živeti tako, kot mi živimo pač tukaj, jim je kar malo veliko že 3 tedne. Takrat, ko se pripravljaš, ni problema, gremo za pol leta, potem čez kakšen teden je pa že čisto drugačna slika. Skratka, če zanima ljudi, se lahko torej obrnejo tudi na tvojo spletno stran, pa bodo tam videli verjetno, ne? Spletno stran sicer danes jo nismo napisali, mogoče jo bomo kdaj drugič. Čisto enostavno, janin.si oziroma www.janin.si. In tam se tudi vidi, kdaj je Tam naslednjo pa potem potovanje lahko v Kenijo. pogledajo. Zdaj imam skupino rudarjev in gremo v jugovzhodno Azijo marca. Marca, okej, dobro. Zdaj pa... Če greste zraven, se lahko še odločite. Za koliko tednov? 3. No, žal ne moreva. Če bi bilo 2 pa pol. Ne, enega bi še šel, več pa ne zmoremo, ja. Tako da, zdaj pa ne bomo šli nekam daleč, ampak v kuhinjo. Gremo spet dokončati v bistvu to, kar smo začeli, tako da te bova kar povabila. Zelo komplicirano je. Ja, to je zakomplicirano je. Bomo vmes še kakšno rekli.